Načrt se predvsem sooča z 4 ključnimi prioritetnimi področji. To je najprej seveda kakovostjo, odličnostjo tudi v visokošolskem prostoru, mednarodnostjo, torej internacionalizacijo, kot rečemo navznoter in navzven, odprtostjo visokošolskega prostora, gradnjo takšnih podpornih okolij, ki bodo oboje seveda podpirali in krepili ustvarjalnost in inovativnost, predvsem pa, da okrepimo tudi sodelovanje izobraževanja in gospodarstva. V luči teh strateških področij smo tudi že v pripravi predlogov za novelacijo zakona o visokem šolstvu, torej obstoječega zakona, vendar samo prvi korak noveliranja, kot smo že najavili, in pa seveda tudi zakona o raziskovalni dejavnosti. Hkrati tudi že načrtujemo tako imenovanih nekaj tematskih sklopov za porabo in učinkovito seveda umeščanje kohezijskih sredstev, ki so za nas ključna prav v tem razvojnem pomenu in v podporo teh 4 strateških področij. Obenem poteka že vrsta aktivnosti, kjer že sodelujemo z vsemi univerzami na področju mednarodnega umeščanja ne le visokošolskega, ampak tudi znanstveno-raziskovalnega prostora in dogajanja, od tega, da smo aktivno vsi skupaj vključeni bili in smo v pripravni izvedbo pametne specializacije, noveliramo strategijo in internacionalizacijo oziroma pripravljamo pravzaprav tista ključna izhodišča in se seveda lotevamo vseh ostalih področij, ki bi morali zagotoviti tudi stabilnost financiranja v povezavi z zakonodajno podlago in ustavno odločbo iz leta 2011. Morda na hitro povzetek današnjega pogovora, ki pa se je dotaknil tudi begunske krize in tukaj hvala rektorjem za proaktivno pobudo, da skupaj z ministrstvom tudi načrtujemo potrebne aktivnosti za vnaprej, vkolikor in če se pojavijo te potrebe, da smo pripravljeni tudi na tem področju pri pomoči in seveda omogočiti tudi ta del aktivnosti v povezavi z migrantskim tokovom. No, če lahko jaz še eno besedo zdaj vsebinsko dodam, bi rekel, da je moja interpretacija zaznavanja tega sestanka strani vseh vektorjev v smislu pričakovanj, da se bodo res stvari premaknile, kar zadeva urejanje zakonodajnih okvirov, ki jih poskušamo premakniti naprej že leta in leta, lahko rečemo, in seveda, da se bodo trendi, kar zadeva financiranje, tudi obrnili pozitivno smer in tukaj smo bili najbolj tenkočutni pri poslušanju, ki obeta, da bo temu res tako. Hkrati seveda pa tudi predvsem načrti, da bi nekaj več sredstev, oziroma sploh sredstva, dobili za razvojne aktivnosti, ki jih je doslej povsem primanjkovalo, oziroma jih tako rekoč ni bilo več, tudi če so kdaj pravzaprav bila, in to je seveda obet, da bi potem univerze visokošolstvo lahko svoje poslanstvo prihodnje tudi zares opravljalo. In mislim, da je s tem vzpostavljena podlaga za sodelovanje pri vseh teh procesih, ki bodo verjetno zahtevni za obe strani. Vsem zavedali.